Bojevanje in skupno delovanje posameznih enot ne bi bilo mogoče brez medsebojnega sodelovanja in podpore, pretoka informacij o nasprotniku, lastnih silah in razmerah na bojišču ter brez prenosa povelj in navodil. Vse to zagotavljamo vezisti z zvezami, ki so nekakšen živčni sistem vojske. Vezist mora najprej spoznati osnovno vojaško znanje, ki ga kandidati dobijo na osnovnem vojaškem usposabljanju v Centru za usposabljanje Slovenske vojske v Vipavi. Vezisti se dodatno strokovno usposabljamo na področjih elektrotehnike in informatike, pravil komuniciranja, sredstev in sistemov zvez ter na koncu še taktike uporabe zvez. Intendanca vezja je najmanjša takrat, kadar sta si reaktanca vljave. Pri osnovah elektrotehnike spoznamo radijske valove in prenos informacij, elektromagnetno valovanje, radijske sprejemnike in oddajnike, antene in njihovo napajanje, meritve in merilne instrumente. To so pravila komuniciranja zelo pomembna, da ne pride do napak, zmot, napačnih razumevanja. Pravila komuniciranja so pomembna za enotno razumevanje sporočil pri uporabi vseh vrst zvez. Sporočilo je treba posredovati v kratkih stavkih, ki sestavljajo miselno celoto. Naučimo se pravilne izgovorjave, uporabe tablic črkovanja, pravil in postopkov za vzpostavljanje, preverjanje in vzdrževanje zvez. Soča, tukaj Drava, preverjam zvezo, sprejem. Drava, tukaj Soča, zveza v redu, sprejem. Soča, tukaj Drava, v redu, končano. Pri predmetu sredstva zvez spoznamo večino sredstev in sistemov zvez, ki jih uporabljamo v Slovenski vojski. Pred praktičnim delom z napravami in sistemi se spoznamo s taktično-tehničnimi podatki in načinom njihove uporabe. Najprej spoznamo vrste kablov, njihovo namembnost ter naprave in sisteme, s katerimi jih uporabljamo. Sledijo radiorelejna in radijska sredstva zvez ter njihove prevozne različice. Praktično uporabo sredstev in sistemov zvez v stvarnih razmerah urimo pri predmetu taktika zvez. Tehnično znanje dopolnimo znanjem o tem, kako uporabljati zvezo v različnih pogojih bojevanja in kako postaviti postajo za zveze ali center zvez, tako da nam omogoča optimalno delovanje in preživetje v bojnih razmerah. Enajsti bataljon za zveze zagotavlja zveze na najvišji ravni poveljevanja in kontrole. Pokriva vso Slovenijo ter skrbi za povezave z enotami in poveljstvu v mednarodnih operacijah. Omrežje je povezljivo z vsemi civilnimi komunikacijskimi sistemi in sistemi za zveze držav članic NATO, uporabljamo ga tudi ob naravnih in drugih nesrečah. Struktura omrežja s svojo zgradbo omogoča zanesljivo delovanje komunikacijsko-informacijskega sistema, kar za uporabnike pomeni zanesljiv prenos informacij. Radijska četa zagotavlja radijske zveze kot osnovno vrsto zvez v Slovenski vojski. Soča, tukaj Drava, v redu, sprejem. Sredstva radijskih zvez, povezana z informacijsko tehnologijo, omogočajo poleg govornih sporočil tudi prenos varnih elektronskih sporočil. Zaradi njihovih lastnosti, širjenja radijskih valov v vse smeri in frekvenčnega pasu od HF do UHF, jih uporabljamo v premiku in bližini linije bojevanja ter za skupine za posebne namene.
taktičnim telekomunikacijskim sistemom zagotavljamo komunikacije na ravni bataljona in višje, pri čemer uporabljamo radiorelejne zveze, ki so usmerjene in se uporabljajo na večjih razdaljah. Na manjših razdaljah sistem omogoča tudi povezovanje z optičnimi kabli, kar skupaj s programsko opremo zagotavlja visoko raven zaščite in hitrosti prenosa podatkov. Četa TTKS postavlja dostopna in tranzitna vozlišča, ki prenašajo podatke na druga tranzitna ali dostopna vozlišča. Dostopna vozlišča nam omogočajo priklop končnih uporabnikov, kot so telefon, telefonske linije in računalniška omrežja, neposredno pa tudi radijsko omrežje nižjih taktičnih ravni. Tako v radijskih centrih, kakor v vozliščih taktičnega telekomunikacijskega sistema so nujne kabelske povezave, pri čemer uporabljamo žične vodnike in optične povezave. Prednost slednjih je, da jim je zelo težko prisluškovati, omogočajo pa prenos večje količine podatkov, kar je nujno za zagotavljanje informacijske podpore in digitalizacijo bojišča. Četa za informacijsko tehnologijo v enaki meri zagotavlja informacijsko podporo na taktičnem in mirnodobnem poveljniškem mestu. Z uporabo sodobnih sredstev informacijske tehnologije omogoča nemoteno delovanje taktičnega informacijskega sistema. Tudi komunikacijska sredstva moramo redno vzdrževati. Mobilna delavnica je svojo opremo in usposobljenimi strokovnimi kadri sposobna opravljati redna vzdrževalna dela in nujna popravila. Enota dejavno sodeluje na mednarodni ravni. Vsakoletna mednarodna vaja Combined Endeavour je priložnost, da preverjamo in testiramo povezljivost različnih naprav in sistemov med vojskami članic Partnerstva za mir. Skrbimo za strokovno pomoč in dodatno usposabljanje pri uporabi komunikacijskih sredstev v mirovnih operacijah. Najbolj tih vsak šepet, najbolj tih vsak šepet, naše je antene ujet, naše je antene ujet. Poletje, zima, noč in dan, poletje, zima, noč in dan, ne preženejo na stran, ne preženejo na stran.